Vojči? Vladka? Ja. Wolfi? Tu. Jan? Hello, boss. Sofija? Zofija? Ja. Frank? Pozdravljeni. Lucijan? Wow. Želiš, mlada dama? Zdravo, je to terapevtska skupina za najstnike? Seveda je. Si nova v skupini? Mislim, ja. Ime mi je Ajda. Wow! Wow! Ajda. Ne, nobene Ajde ni na seznamu. Ampak ni problema. Ne bi bilo prvič, da pošljem koga v mojo skupino? Ne, da bi me o tem preobvestili. Se opravičujem, rekli so mi, da moram priti sem. Ne, deklič. To ni tvoj problem. To počnejo ves čas. Izjemno dobrodošla si v skupini. Samo lepo sedi in takoj bomo začeli. Oprosti, kaj mi daš malo prostora? Mi daš malo prostora? Vojči, je že dobro. Umiri se. Veš, Ajda, Vojči ne prenese, če kdo gleda. Kaj šele govori? Sploh, če je neznanec. Se opravičujem, nisem vedela. Je že dobro, se boš že navadila. No, pa začnimo. Pozdravljeni vsi skupaj, dobrodošli v skupini. Ta večer je z nami tudi Ajda, nova članica. Dajmo ljudje, pozdravimo Ajdo. Kot že vsi veste, jaz sem doktor Zdravka. Zdravo, doktor Zdravka. Doktor Zdravka, vaša terapeutka, vaša svetovalka, vaša prijateljica, vaša... No, naj vas spomnim, da je cilj današnje terapije izpovedati, deliti z vami vaš glavni problem. Nekaj, kar čutimo globoko v nas zavira, ustavlja, da ne zaživimo življenja na polno. Vsi vemo, o čem govorim, kaj ne? No, dobro, kdo je pripravljen, da izpostavi svoj problem? Dajmo, no, ljudje, ni ozdravljenja brez izpostavljanja, kaj ne? Dajmo, no, ljudje, ponovite za mano, ni ozdravljenja brez izpostavljanja. Sorči, ne slišim vas. Dobro, je že malo bolje, ljudje. Mislim, no, ne dajmo ravno najboljšega vtisa, kaj ne, Ajda? Glej, Ajda, tukaj v tej skupini globoko verjamemo, da ni ozdravljenja brez izpostavljanja. Soočanja s svojimi problemi. Razumeš, o čem govorim? Ja, moraš se izpostaviti, da lahko zdraviš. Bravo, Ajda, polepšala si mi dan. No, kdo je pripravljen, da izpostavi svoj problem? Ok, naj jaz. Hvala, Frank. Soočimo se s problemom. Moj glavni problem? Moj ata. Resno, tvoj ata.
ful bedno. Ko jaz majhen, on in jaz veliko časa skupaj. Zdaj on sploh ni več mar za jaz. Sorry, stari. Sliši se, kot da ne ceniš tega, s čimer se tvoj oče ukvarja. Ne, jaz rad ceniti, ampak on ni zdravnik. Kaj naš zdravnik biti v svoji ambulanti in pregledovati pacienta? Ne, on tam spodaj v kleti, tam igračkati se s svojimi igračkami. Svojimi igračami? Kaj pa sploh je ta klet? Laboratorij, tam vse mogoče kemikalije in polno je proved za zelena tekočina. Kaj the fuck je to? In tam slišati grozljivi zvoki. Wow! Jaz zelo skrbeti, ker on sploh več ne priti iz te preklete kleti. Enkrat res jezen, imeti dovolj vsega in jaz oditi. On mene sploh ne pogrešati, on mene iskati komaj čez nekaj dni. Ja, kam si pošel? V gost, tam spoznati eno punco. Ona živeti v stari kolibi, midva postati prijatelja. Slovejko si že našel. Se družiti, nekaj časa fajn imeti. No, nič takega. Ata ni rabil iskati daleč, ampak vseeno. Ni hujšega, kot je čuten starš. Pa kaj prekleto, Vladka, saj veš, da Frank ne mara ognja. Si v redu? V redu je, Frank, ognja ni več. V redu je. Hvala, Batman, ti mene zadržati. Hvala, Batman. No problem, bro. Oprosti, Vladka. Ne, stari, nisi ti kriv. To je moja napaka. Poskušam nehati kaditi že 1000 let, pa mi ne rata. Dobro, malo smo se znemirili. Kar niti ni tako slabo. Torej, Vladka, če si se že izpostavila, pa nadaljuj. Sooči se s problemom odvisnosti od kajenja. Ne, doktor Zdravka. V primerjavi z mojim problemom z alkoholom je kajenje joke. Alkohol torej? Kako hudo je? Naj pomislim, je pitje vsak dan problem. Stara, to pa je problem, kako dolgo že piješ. Odkar pomnim, ampak najhujši je ta občutek sramu. Sram me je. Zato moram to početi po noči. Išči samoten bar ob neprometni cesti, katerokoli noč v tednu in tam me najdeš. Ob šanku. To pa je res žalostno, Vladka. Ajda, tako sem vesela, da se počutiš dovolj varno, da bi sodelovala. Torej, deklič, kaj se ti plete po glavi? Samo hotela sem vprašati Vladko, če hodi v te bare s svojimi frendi, ker včasih so prijatelji del problema. Ne, nikoli ne pijem svojih frendov, a razumem, kaj hočeš povedati. Da pa piješ sama, pa je slab znak, sorry. Nisi ti kriva, to je moje prekletstvo. Vladka, lahko samo nekaj povem? Tako sem vesela, da si se izpostavila. Kaj ti kot vedno rečem,
alkoholizem lahko prenaša z geni. Je kdo v vaši družini tudi alkoholik? Se šalite, moj ata pije kot žolna, 10 pint na noč. Oprosti, ne razumem. Pint? Ah, ja. Ajda, pinta je približno pol litra piva. 5 litrov pira na noč, stari pa se ga tanka. Nimaš kaj, Kronik? Vladki noče je živel v Angliji, kaj ne, Vladka? Ja, že dolgo nazaj. Tam je toliko spil, da so ga vrgli iz države. Wow. Vrgli so ga iz države, ker je pil, to pa je alkoholik, vem ja. Ne vem, kako je z vami, ampak jaz čutim, da nekdo potrebuje objem. Pridite. Je že v redu. Samo lepo sedi. Dobro, no, kdo bo nadaljeval? No, mislim, da jaz. Ker se na nek način počutim povezanega z Vladko. Tudi jaz sem nočna ptica. Wow. Recimo grem spat in se zbudim čez nekaj dni. Znajdem se v gozdu. Popolnoma sem nag in krvav! Ja, je kar sranje. Samo veste, kaj je pa najbolj čudno? Kaj te lahko bolj čudno? Wow. Ko se zbudim, se ne spomnim ničesar. Nula. To pa je sranje. Sliši se kot narkolepsija. Edino kri, to da si ves krval, to pa res ni normalno. Sofija ima prav, Wolfie. To je res nenormalno. In če je to, kar se ti dogaja nenormalno, si to priznaj. Kaj ti kot vedno rečem? Ni Glej, Wolfi, tudi meni je noč pisana na kožo. Z enim očesom vedno bdim na tabo. Ampak če je to na tebi res kri, potem me nočeš videti. Z te točke visoko nad mestom vidim vse. Jaz bom izpolnil svojo dolžnost. Jaz, vitez teme, se bom boril za pravičnost. Jaz sem Batman. In če to, dejstvo, da letaš nagi po gozdu, ta je javna nemorala. Občani Kungote so dobri, spodobni ljudje, ne zaslužijo si te gledati nagega. Hvala, Batman. Dobro si to povedal. Možgani. Ja, Lucijan, kar nadaljuj. Možgani. 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 Ja, Lucijan, prav imaš. Hvala, da si nas opomnil, da ne diskriminiramo tisti, ki so prekriti skrbjo. Možgani. Ni zakaj, dragec. No, kdo bo nadaljeval? Zofija, nam imaš kaj zapovedati? Moja mama, bedasto je res nič kaj takega. Glej, Zofija, še vsak najmanjši problem je vreden soočenja. Kar pogumno. Torej, saj veste, da imam svojo metlo pospravljeno v omari na hodniku, kaj ne? Ja, Zato, da je vedno tam, kadar jo potrebujem, kaj ne? ja. No, in nekaj dni nazaj grem, da bi vzela svoj plašč in metle ni tam. In začnem paničariti, saj vem, da je stara, ampak dobro mi služi, kaj ne? Ja. In vse zadnje moja prva metla, moja freaking metla. Iščem in pogledam v kot omare in kaj vidim? Kaj? Sesalec! Moja mama je zamenjala mojo najljubšo metlo s fucking
sesalcem. Kaj pa hudič, če si naj začnem s prekletim sesalcem? Ja, odvisno. Če je namenjen za suhe površine, potem z njim sesaš prah in ostalo na tleh. Če pa je tudi za mokre, pa z njim lahko čistiš. Wolfi, blede si ti. Wolfi, žal ti je, kaj ne? Opravičuješ se, Zofiji, kaj ne, Wolfi? Vsi vemo, kako rada ima Zofija svoj metlo, kaj ne? Ja. Oprosti, Zofija, za frkalo za sebe. Moja mama tudi to dela. Kaj? Sili me čistiti. Čudno. Sesalce. Kadar mi ni do tega. Torej, Ajda, je to problem, ki bi ga rada izpostavila? Tvoja mama? Vsekakor, pravzaprav je ona razlog, da sem tukaj. No, ljudje, kako podpremo nekoga, ki se prvič izpostavi? Dajmo, Ajda. Ne razumem. Sedi se na sredino, prosim. No, pravzaprav nisem tu zaradi nje, ampak zaradi nekega fanta. Mojega fanta, dolgo sva bila skupaj, 1 mesec. In potem, kar naenkrat, nekega dne prekine z mano, kar pustil me je. Ja, tudi mene je punca pustila. Zaljubila se je v državnega tožilca, ki je kasneje postal Two-Face, potem ko jo je Joker razbil na 1000 koščkov. Hvala, Batman, za to primerjavo. Sem prepričana, da se Ajda počuti malo bolje. Torej, Ajda, kar pustil te je, prekinil. In? Ni bistvo, da me je pustil, ampak kako je to naredil, SMS mi je poslal. Ja, napisal je, da se imela ful fajn pa te fore, ampak da potrebuje svobodo, da se spet najde in da sem ga utesnjevala. Ampak jaz mislim, da je navaden kreten. To punca, to je vesela. Se strinjam. Kreten na kvadrat. Sovražim ga, zame je mrtev. Hočeš da je mrtev, ker jaz ga lahko... Hvala, Matka, ampak ne. Mrtev? Mrtev? Ne, jaz hočem, da trpi. Zdaj te razumem. Če imaš njegovo dlako izpod pazduhe, gorčična semena in zobje krake, lahko to v trenutku uredim. Samo daj mi njegovo fonsko, pa naj pije na igrišče, če si upa. Boči, Zofija! Prosim, vaju ne pretiravajta s sočutjem. Torej, Ajda, jasno je, da te je fant prizadel in to je grozno. Ampak zdaj si tukaj, izpostavila si se, lahko si ponosna na se. Ne izgledam ravno ponosno. Vem, dragica, vem, razhajanja niso nikoli enostavna. Ko sem bila tvoj klient, je bil nek fant. Fant, ki mi je zlomil srce. Njegovo ime Fernando. Njegov hobi lomljenje mojega srca. Seveda se Razumeti, doktor Zdravka, ni razumeti, najlepša hvala. Se opravičujem, ljudje, malce me je zaneslo, toliko vsega imam v glavi. Vsake toliko jo kar zanese. Torej, vsi smo to doživeli in tudi preživeli. In prepričana sem, da boš to preživela tudi ti. Kaj ne? Hvala vam za tako podporo, res hvaležna sem vam. Vem, kak ti je. Bojči, bi rada izpostavila svoj problem? Podprimo ljudje, dajmo Bojči. Vem, kak je, če si zavrnjen in zapuščen. Od nekdaj se že tako počutim. Kamor
kamorkoli grem, se ljudje obračajo stran. Ali res ne vedo, da sem tudi jaz bitje, ki čuti? Da napadem samo takrat, ko se počutim ogrožena? Nisem tako zelo drugačna od tebe, kaj ne, Ajda? Pa res nisi kaj dosti drugačna od mene? Prav lušna si. Wow, hvala vam res. Hvaležna sem vam za tako podporo. Veste, moram vam povedati, ko me je mama prijavila na to skupinsko terapijo, prvo nisem hotela iti. Ful sem bila živčna, tremo sem imela. Zdaj pa se mi vsi zdite tako sočutni in prijazni in jaz se počutim... Bojči, Ajda, ni nekaj najbolj zdravilnega priznati, kdo si? Preprosto the best! No, ker pa nam zmanjkuje časa in me niso mi prijavili, da si ti tu, bi nam pa lahko povedala, katere vrste pošast si? Pošast? Ja, nekaterim se termin pošast zdi malce žaljiv. Naj povem drugače. Kreatura, entiteta, paranormalno bitje, duh? Še vedno nimam pojma, o čem govorite. Torej, Ajda, si morda demon ali kakšne vrste druga prikazen? A ja, morda si pa reinkarnacija kakšne mrtve duše. Zofija, kaj to je del terapije, ker zdaj sem pa čisto zmedena. Ne, tukaj smo vsi posebni. No, naprimer Vladka, ona je otrok noči. Otrok noči, kaj ti misliš, da si brezdomka? Ne, nič takega. Jaz sem Nosferatu. Nosferatu? In kaj je tukaj posebnega? Ti povem skrivnost. Ja. Jaz sem vampir. Ni šanc! Prav imaš, zmotila sem se v stoletju, ampak ne po svoje krivde. Wolfi pa bo kot vlak. Torej, za to dlake na obrazu? Ja. To je pa Frank. On je ponovno oživljeno bitje v celoti sestavljeno iz doniranih človeških organov. A ja, Frankenstein že razumem. Ne, moj pradedek Frankenstein, jaz krvavec, Frank krvavec. Oprosti, ne bi smela tako stereotipno razmišljati. Okej, nič hudega. Zofija pa je čisto prava copernica. Rajen čarovnica, nočem, da ljudje mislijo, da sem zlobna. No, lahko naredim, da ti izpade vsi lasje, ne bom pa naredila, da tvoji prijatelji izginejo iz obličja zemlje. Pač, če veš, kaj mislim. Sorry, Zofija. In tu je... Batman! Ime mu je Jan, misli, da je Batman. Čisto je mujnjen, drugače pa ful prijazen. Batman? Kako se ti počutiš v tej skupini, ali sodi zraven? Tako kot vsak v tej skupini. Jaz sem odpadnik, outsider. Predajam se sencam, nerazumljen v družbi. Bojči pa je strah. Koga pa straši? Samo sebe. Tukaj zadnji, a ne nepomemben, Lucijan, eden izmed nemrtvih. Misliš, živi mrlič? Ajda, tega izraza tukaj ne uporabljamo. Lucijan ima raje eden izmed nemrtvih, življenjsko prizadet, brez pljučne kapacitete. Oprosti, Lucijan, ampak še nikoli nisem videla koga, ki nima pljučne kapacitete. Oprosti. Torej, nisi opazila, da smo posebni? Sem, ampak sem mislila, da ste vsi pač psihiči. Saj to je del terapije, kaj ne? No, saj zdaj ne mislim več tako. Zdaj se mi zdi, da vsi tako sočutni in prijazni, ampak ne vem, če stodim zraven, jaz nisem nič posebnega. Si prepričana? Meni izgledaš kot, da si kakšna vilinka ali kaj podobnega. Nobena bilinka, samo jaz. No, čeprav si sedaj v popolnoma napačni skupini,
vprašanje, če želiš ostati. Če vam je kul, bi rada ostala. Ja, Oh, česa tako luškanega pa še nisem slišala. Kot sem že večkrat povedala, ne rabiš črede divjih